Jaz bi rad nekaj povedal o Porsche Macanu. Že dolg me ni avto tako razjezil, kot me je v bistvu ta Macan. Stari. Ne vem, a je nekdo, ki je ta avto naredil, se sploh usedel kdaj v ta avto, pa se zapeljal vsaj en krog okrog fabrike. Atmosferci smo nazaj. Kaj, kdo bo to prvo stisnil gumb, da zalaufamo, da se malo gremo? Atmosferci smo nazaj in slavimo 3. stoletje poletja. Dej samo darga. Kar moram. Ja, sam noš Da ga katlo. dosežeš, sam da ne vse razjebo. Pa nič ni še zgodilo se tacga. Nič se tacga ni zgodil. No. 200 let že sanjam, kaj. Ok, fantje, kaj zdaj, no? Jure, vidim, da si je že odprl magazin tamle za Polota. Jure, veš, kje je še to? Veš, kje boš ti, v Volkswagen Polotu boš govoril? Ja, boš govoril čez 20 minut. Kako si kaj, Jure? Ej, gužva je na Dolenjki, kar ne moraš verjeti, da vsak dan je neki se avti nam naberajo, ne? Ja, se. Ja, danes si 52 minut si zamudil v podcast. Vem. Vrtoš se, veš kam, ne? Vrhovnemu. Drugače pa ne. Ne bom tu. Ne bomo negative. Takoj za začetek zjutraj. Jaz bi se zahvalil, a se lahko enkrat začnem zahvalo? Dej, začni, stari, valjda. Šel sem si in koš kože zrezati, ne? A ja, se res na hrbtu si imel nekaj? Ja, na hrbtu sem imel in sem prišel, pa ne bom v komercialnem naslovu ustanove, ki mi je zrezala kos kože, ampak Vse se lahko poš. doktor Laho bi se pa zahvalil. Se mi zdi, da je tak petrolhead, pa hiter je zrihtal, dobro je cveren zategnut. Lahko je še enega doktorja pohvalim pol. No, pohval. Doktor Turk, čakamo te. Ja, doktor Turk, vi bi pa res prišel že lahko na podcast, ker se imamo veliko o biomehaniki človeškega telesa pa navoru. Ja, se bo slišal. Tehnologija telesa, kako telo dela, Biomehanika. kako kakšno sporednico z avtomobili potegnemo pa tako. Pa nas Kaj, na sprašno. primer, imam jaz zmogljivejši procesor kot Ciril pa zmogljivejše lagerje, kot jaz ne. A res, stari, da, Ja. si pa kar pogumen, stari. Samo zavest serijsko, ne? Ja, doktor Turk, vi pridite pa pojasnite te stvari, no? Da ne bomo na pamet. Ja, o lagerjih. Ja. Kan ti more učke pa možgane skupaj povezati, da boš vedel, koliko je ura. Ja. Wow, to sem lepo povedal. O, stari, ej. Glede na to, da si najstarejši atmosferc, ki so te verjetno še nazaj le delali. Ja, to. Ja. Ja, ti si pa, danes si pa dobro spal. Veš kaj, malo je še zadet, po mojem, od narkoze. Ja. Imaš to tudi, To je bilo lokalno. Mečkem bolj umak seba. O, stari, ja, dobro smo zalaufali, malo imamo že počitniški vibe seba, jaz vidim, da si se ti malo sprostil, po Indiji si, da je stres malo popustil. Je. Sem vesel, da sem nazaj. Veš, tudi Indija je bila super, vse o tem smo govorili. Ja. Dobro, Pa še nekaj moram povedati. Jan Pancer, dolenjski motokrosist. 4. cajt na kvalifikacijah med elito. Svaka čast. Majke mi, zakaj si s tem zdaj vletel? Zato, ker Pa bi počakal. Ne, zato, ker sem ponosen na njega, pa rad ga imam. No. Vse ena je dirka bila ali ni bila. Gremo naprej. Ja. Jure. A ja, Kva? pa še, ker sem bil včeraj v Krškem. Ja. A veš, Krško je prestolnica slovenskega speedwaya, ne? Ja. Ta mlad Svencerjak, A ja, kaj je že bilo? mladinski svetovni podprvak. Sem videl nekaj eno novico. Ja. Bravo, čestitamo. To, fantje! Ne se to, da traješ gum poseki, Jure, zato ga imamo. Evo, Dobro, evo. za športne, motošportne uspehe slovenske. Ok, zdaj pa tako, ponovadi odpremo s kakšno novičko, pa bi jaz bi eno prbov, ki mi je bila ful všeč, ker se mi zdi, da se skozi nekaj vrtimo okoli štroma, pa karkoli drugega se kaj zgodi. BMW, mislim, a videla poznata konkursa Delegans na Vili d'Este? A si ti slišal za Sveto pismo? No? Kakšno vprašanje je bilo to zdaj? A sta videla, kdaj je bila tam? Jaz ne. Jaz sem bil 12. Tudi na povabilo BMW, o katero bomo zdaj govorili,
In jaz ti povem, če sem najdel kakšne fotke, bom kakšno prelepil. Takrat sem prvič v živo videl Bugatti Veyrona. To je dogodek, ki se enkrat na leto zgodi v neposrednji oziroma na obali v enem hotelu jezera Como. In to je tudi en tak dogodek, ki je zelo fin, pridajo stare avtomobile pokazati, seveda tudi zberejo best of show in tako naprej. In BMW pogosto izkoristi ta dogodek, da pokaže kakšen nov avto. Meni barva ni bila všeč. Te barva nima všeč. Pa si videl, ko se je na strehi prelivali z rdeče, je šlo tako v sivo. V glavnem, BMW je na tem dogodku pokazal en tak freak od avta, en tak 5-metrski karavan coupe, pa mi je v bistvu že v tistem trenutku, ko sem videl karoserijo, mi je bilo že čist dost, pa sem si mislil, spet bo zdaj to neki štromga poganjal, pa tako. Že sem zato, ker je nekdo spet pokazal nekaj, ki je malo predrzno. Kje so časi Renault, Avantima, pa drugih, bom rekel, oblikovnih, konceptnih predrznosti, ki se mi zdi, da se jih je majčken zgubil, no, pa je BMW rekel, da bo to neka omejena serija. Pa ne vem, čak se mislim, si nekaj pisal. 70 komadov so rekli, da bodo naredili. Gre pa za monokok šasija oziroma školko, gre za avto, ki ga bo poganjal V8 mašina z dobrimi 600 konji. Tako, pač jaz sem vesel, da sem pa tja prkapla še kakšen avto, ki pustimo, ne, najbrž ga na cesti namo videli, ampak kakšen avto, ki nam rekel, da je old school, ampak da spet malo požgička tiste dele mojih možganov, ki sem že mislil, da bodo včasih pri kakšnih znamkah za večno ostali nepožgičkani. Je pa res, da BMW je ena redkih znamk, ki še vedno, bom rekel, ponuja neko Jure vedno prav pogonsko raznolikost, ne, tudi pri novih modelih. Izjemno veliko, pa tudi v nizkem štartu so za vodik, ne? Ja, že nekaj časa. Stari, kdaj je imela že 7 na vodik, se spomniš? Ja. 20-25 let nazaj. Pa tudi različne tehnologije znotraj vodika imajo pripravljene. Ne? Ja, pogonska raznolikost, to je svet igra sodobne mobilnosti, ne pa sam. Škoda sem se zdaj spomnil, stari. Današnji Conti Corner bo dolg 1 minuto, pa nič več. Ampak ne bom niti šparil z njim, ker vidim, da ga imam tlele prvrh napisanega, ne. Jaz nikoli nisem mislil, da bom skupaj za eno znamko ambasador, ampak danes pa lahko povem, da se tudi naši Continental družini pridružil en model, ki zna kar hiter bicikl voziti, Tadej Pogačar, dobrodošel kot Continental ambasador. Bogi. Ja, to je obenem tudi pohvala Continentalu, ker vemo, kako previdni so ljudje, ki so v vrhu kakšnega športa, za kakšna partnerstva sklepajo, kako se odločajo. In da se je naši Conti družini pridružil, da smo veseli tudi zato, ker zdaj brez sramu in odprto, pa naj se to razširi čim prej, dajem odprto vabilo na podcast, tako da Pogi naj ti ne bo neroden. Vem, da imaš bolj malo časa, mi ga imamo tudi, ampak sem prepričan, da lahko zrihtamo tale urnik. Nekaj bomo že najdeli. Da najdemo en skupen oprijem na temo bicikliranja, lajfa, športa, vzponov, pa čim manj padcov. Tako da to je bil današnji Conti Corner, Madonna. Družina se veča, pa vse močnejša je. A misliš, da bi prav sam tako prišel? Da bi ga jaz lahko vprašal par stvari? Ja, če je Mohorič prišel, zakaj ne bi še... Saj vemo, da je zaseden, pa da je po svetu skozi letine. Ampak sej, naš podcast Brlog je sred Slovenije, sem pa tja ga pa tudi sem lahko zanese, ne. To ni uradna napoved, ne. To je dejansko smo nekaj probali zdaj. Če gremo naprej. Z novicami. A imaš ti, Jure, kakšna novica? Jaz sem že 2 povedal. Motošportne uspehe. Pa nobena od teh ni na elektriko. Daj sebe ti povej, kaj dogaja. A imaš kakšno novičko? Imam. Veš kaj, sem brskal po mailih in sem videl, da so dali novico ven. Jeep Cherokee se vrača. Kaj? Ja, mogoče sploh ne veš, da ga ni bilo, ne? Ja. Veš, da res ne vem, da je zmanjkal vmes. Ja, tako kot pri marsikšni znamki so se tudi pri Jeepu odločili, da nekaterih modelov ne več delali, ne? Ja. No, pak so se... Oprost. Bravo. Ker povej. Daj povej za tiste, ki poslušajo, kaj si zdaj naredil. A ja, audio platforma nima slike ponovadi, ne? Ja. Atmosferci sodelujemo s Pivovarno Laško, pa pijača letošnjega poletja, ki je v bistvu tik pred vrati, je Laško Malt. In oni zdaj pravijo, da trend je, ne? Jaz jim zagotovo verjamem, ker jaz pijačo se ne ukvarjam toliko, kot oni. Diši. Je tale njihov Malt, to je v bistvu 0,0 pijača, ki je zelo, zelo,
Tako pocukran se sliče, rečem, da je osvežilna. Zdaj sem bil zanč na enem dogodku v Brlogu, ga pijemo, ko podcast snemamo. Pač meni je ta pijača mi je fresh, predvsem pa 0,0. Kaj pa če bi preprosto rekel sem, da je dobra, ker je res dobra? Ja, ne, ker se mi zdi, da včasih ene stvari zahtevajo malo več razlage, no, kaj ne ti rečem. Pa 3 različni okusi so. Sam danes smo piksne, naslednjič bojo pa spet flaške. Pa ta z ananasom je meni res huda, ker je barva dizla. Mene so že kle kupili. Jure, ti veš, da ananas... in drugače tele... to je že running joke. Da tele kozarčke so modni zdaj postali za pivo pit s petličkom. Ja, no da je vse, kdor posluša, pa lahko sem pa tja tudi YouTube zakurbla pa pogleda, kaj se tukaj dogaja. Polil? To je toliko svežine, da je kar vsem okrog kozarca. Ok. A gremo naprej. Na zdrave. Cherokee Grand. Povej vse o Cherokee. Ne bomo vse, ker se kaj dosti še ne ve, ampak važno je to, da prihaja nazaj, ker so ga pred 2-3 leti so ga nehali delati in zdaj so se odločili, da ga bojo spet delali in nek prvi teaser kar dobro zgleda. Bomo pa videli sicer, kakšen bo, ne. Vemo pa, da je Jeep zdaj v skupini Stellantis in tle bi rad še eno oziroma še en model mal omenil in sicer bil sem tudi na eni predstavitvi novega kompasa. Kako je bilo star? Jaz sem en video tvoj sestavu. Ja, pa ga nisi videl, ne? Ne, sem ga videl, sem se mi zdi, da lahko še malo več poveš, pa tudi kar ste po blatu ronili, pa tako fajn je bilo. Ne, ti ste bil Avenger. Stari, a ja, si res, nisi bil Avenger, ja. Bilo je, oboje skupaj. Avenger je dobil 4-kolesen pogon, oziroma pač z elektriko na zadnjo opremo. V električni različici je zdaj 4-kolesen pogon na voljo. Ampak istočasno so nam pa pokazali kompas, ker je bil pač strogi embargo in smo ga sicer lahko videli, smo se lahko not usedali pa to. Pač Stellantis, to je njihova platforma, tako da nekih blaznih novosti na platformi ni, ker je to, kaj je že to STLA platforma Medium, tako da gre za 4,5-4,55 metra dolg avto. V bistvu tako na hiter bi ga mogoče lahko malo poenačili z Peugeotem 508. Ne, 5008. 5008, ja. Ali 3008? Ne, 5000. Ja, obema v končni fazi, zato ker oblikovno je tako mečkam potegnjeno, ampak moram reči, da so noter so naredili kar en dober update, sredinska konzola pa zasloni so malo drugačni, kot smo do zdaj vajeni. Tako da, na prvi vtis je dober, ampak se veš, tako kot vedno avto, ki ga gledamo, ali pa kaj je avto v nekem zaprtem prostoru, je čist drugače, kot je pol od zunaj, pa ki ga vozaš. Je pa zanimivo, da so pri Jeepu vseeno malo dali poudarka na vozno dinamiko oziroma na vožnjo po terenu, kar pomeni, da bo tudi različica sam s prednjim pogonom že imela serijsko terrain assist oziroma izbiro voznih programov, kjer bo tudi terenski vozni program in obljubljajo, kot da naj bi se pelil tudi ta relativno dober. Zapravo verjetno elektronska špera. Ja, pa da so mečkan poudarka dali tudi na vstopne pa izstopne kote, se pravi, da se bo dali tudi mečkan v hrib zapeljati. Pa mislim, da obljubljajo skoraj 470 mm, se pravi, skoraj pol metra bo šlo v vodo zapeljano. To je pa kaj veliko. Z nekim navadnim avtom, ki ni zdaj neki blaznov terenc, recimo, da je to kar uredno. Mislim, za srednjevelikega cestnega terenca je to kar dober podatek. Ja. Bredenje. Pa tudi pogonska raznolikost bo. Absolutno ne bo samo električen, ampak bo tudi običajen oziroma hibriden, pa tudi priključni hibrid in ta priključni hibrid bo seveda na voljo tudi v kar močnih izvedenkah. No, tako da mislim, da bojo tudi motorji tako imeli tudi kar nekaj konjev. Tako da počakamo, ko bomo to pelali, pa bomo videli, kam pa staco moli. Upam pa, da bodo novega Cherokee naredili tako, kot so Grand Cherokee naredili, ki bo vse elektrifikaciji ohranil tudi mehanski 4-kolesni pogon. Ja. Videli, ne? Par kompasu tega verjetno res ne bo. Kompasu verjetno ne bo, ker bo v bistvu za 4-kolesen pogon bo
skrbela elektrika, ne? Ampak zdaj sem pogledal, se pravi, v najmočnejši verziji naj bi imel avto 375 konj. V redu. Tako da, počakamo, no. Ni tako kot BMW, ampak saj ni to nek 1-2 motor s 100 kW, tako da saj nekaj se dogaja. No. Je pa tako na prvi pogled avto kar dobro zgleda, tako da, ampak se pravim, moramo ga zapeljati, pa bomo videli. Cool. Kaj, gremo naprej? Gremo. Jaz sem bil za vikend, drugače moram začeti. Bevče od Dule, on je moj sosed v Lukovci, me je že večkrat povabil na autokros in pol, ko smo mi zaključili, oziroma ko sem jaz zaključil pri Jogiju, ko smo bili v soboto, sem letel v Brižino, to je ful podobno kot Bližino, Moravč. No in tam sem šel pogledati autokros. Tam je ena super proga. Moravčak je bilo. Ja. Skaj sem jaz mislil, da je tam, nima autokros tudi tam ki prevrhniki ali kaj? To je druga stvar, ja. Dobro. No, v glavnem. V glavnem. Ti bi mogel v bistvu zjutraj enega takrat, ki ga spet očitno zdaj, pa to, da ne otroci to slišali. Ja. Tale autokros, ne? Stari, to je kot eni nuklearni brencli. Ja. Drvijo tam krog in veš, kakšen odziv je bil tudi ljudi, ki so spremljali na družbenih omrežjih. Koliko enih ljudi je to na Facebooku porajalo, končno si prišel posnet na šport in tako naprej. Peter Podlunšek mi je pisal, pa je rekel, a se da to najet, veš, kao uno grupa, ima kdo, 3, 4, 5, 6 takih, te kart racerji oziroma kart autokros tamalja so toliko, mislim, simpatični, sem se rekel, to mora biti 100 dražji, kaj ene navadne karte vzdržvati, ne. Pa tudi hitrejš se kaj naredi, ne. To tako leti, stari, pa to je tako fajn gledati, pa spremljati, pa to, pa valjda tudi tuna klasa, pač Audi furajo, pa Jugoti, pa eni model zladobil, pa Audi TT. Audi TT, jaz sem se tukaj nasmejal, sem rekel, to se še Korman ne bi spomnil. Res ne. Tako, no, glavnem, sam hotel sem reči, da je bila ful fajn izkušnja in da če bo naslednji let spet, da se kar prijavim, da spet pridem. No. Tako, fajn je bilo malo z ljudmi poklepetati, fajn je bilo tam v gozdu pred vročino se malo skrit, ker zdaj je začel pritiskati. Pa malo gledati te budale, ki grejo na glavo. No. Že kvalifikacije, ki so en pa po eni zanimivo, kot še lepor stari, ki grejo po 6 naenkrat. Pa fanti imajo kar dobro progo zrihtano, še celo valovito grajo iz avtoceste na Nivi. Ja. No, tako da Dule, hvala za vabilo, pa naslednjič ne bo toliko časa trajalo, da se odzovem. Se mi je bilo kar malo narodno, pa tako, ker sem kaj prišel. Vse je ful kompaktna lokacija. Ti si okrog proge v 5 minutah zaparkirati imaš zraven. V glavnem, autokros je fajn stvar. Pa se imamo par testov še za pokrit, ampak jaz bi najprej opozoril na nekaj, kar se bo zgodilo letos, oziroma začelo 14. junija, pa najbrž bo trajal en teden. In ko bo prišel čas za to, bomo mi, ali pa bom jaz, bom delil tudi link. Naš dober prijatelj Dan Lenart, ki je na marsikakšen način v absolutnem vrhu svojega posla kot oblikovalec oziroma ustvarjalec mega jaht. Vsi ga dobro poznamo, pri nas je bil 2-krat gost in jaz tudi pravim v dobrem smislu, da je on taka certificirana budala, ker ko greš ti enkrat prečati Atlantik, brez kakršnih koli pomagal, govorim tudi kompasa, ne, GPS-a, kaj sploh, nič. Da je to že nekaj pove o tebi, zdaj se pa Dan odločil, da bo nadgradil lanski poskus podiranja rekorda in bo letos podiral rekord štarta 14. junija v Dubrovniku in Dan bo probal podvojiti prejšnji svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem samostojnem jadranju z jadrnico brez kakršne koli pomoči in to bo naredil v laserju. To se pravi, laser je koliko dolg. To je tista majhna lupinca. To je ta majhna lupinca. To se pravi, zdaj, njegov cilj je 500 mil in da ti to narediš v laserju brez kakršne koli pomoči, moraš imeti... Jaz vem, kdo bi lahko šel z njim. Kdo? Ivica Kostelić. Ja, stari. No. Lahko greš v tandemu. Daj poklič Dana. 2 norca na kup. Ja. No, hočem samo reči, da če ne drugega je meni že zanimivo to, da nekdo, ki je v absolutnem vrhu svojega posla, vedno znova najde izzive, ki ga motivirajo in če ne drugega je ta izziv, ne gre samo za izziv, a jaz zdaj to lahko.
Ker jaz vem, Danov mindset je, da ni stvari, ki se ne da narediti. Pač on bo na tisti lupinci, če hoče teh 500 mil narediti, najbrž še ne 7 dni. Ne? In to pomeni, da bo ves čas tam gor. Da bo tam spal, da bo tam jadro in pravilo je tudi, da kaj enkrat odpreš jadro, ga ne smeš več zdolžiti in ti moraš jadrati neprekinjeno. Jadraš po dnevi, jadraš po noči. Po noč spiš, kolikor pač spiš. In gre res za en tak ekstremen podvig, ampak vzrok gibanja Vela Code, za katerega se on zauzema, in to je v bistvu seveda uvertura v nekaj večjega. Kdor je poslušal prejšnji podcast naš z Danom, ve, da je Dan kupil bivšo dirkalno jadrnico Telefoniko in jo bo predelal na tak način, da jo bo lahko en človek upravljal. Seveda gre pa za gibanje Vela Code, s katerim opozarja, ali pa glavni namen tega gibanja je opozarjati in preprečiti plastiko na morju. Zdaj v to pregloboko ne bomo šli, jaz mogoče lahko malo namignem, da se bomo najbrž letos, enkrat tokom leta z Danom še usedli na to temo, pa mogoče bi bil že čas za nek not atmosferski podcast. Najstvari so 3. Najstvari so 3. No, glavnem, ta napad na rekord je povezan z tem gibanjem Vela Code in ko bo prišel čas, bomo o tem več povedali, bomo delili link, ker bo imel pa GPS tranzistor oziroma oddajnik na svoji jadrnici in se ga bo dal ves čas spremljati. Plul bo pa tam okrog Dubrovnika, tam bo štartil, pa najbrž je odvisno tudi, kam ga veter zanese. No. Ima enega dobrega nadzornika, v smislu, da ga bo spremljal in ga tudi pomagal pripraviti na to, ker si božga od Vasilija Žbogarja ne predstavljam in prav on bo ta možakar, ki mu bo pomagal. No. Tako da Dan, mi ti že vnaprej želimo, pa delimo tudi, no, mogoče držimo pesti. No. Pa veter v jadra. Zdaj bom pa še kar nadaljeval. Čak, sem še nekaj sem hotel reči. Če je nekaj začel, Jure. Počakaj. Da zaključimo z Danom. Veš, kaj je tudi močno sporočilo Dan, kar jaz izjemno spoštujem. On ne sem, da je avtor enih najboljših, pa največjih, pa najbolj zmogljivih megajaht kot arhitekt, idejni vodja, kot vse, kar zraven paše, ampak veš, on res morje živi. Ne? Ja. In to je tisto, da je tako nalogo, ki se je on lotil si predstavljati tako, pa tudi, če jo bo speljal do konca, v kar jaz ne dvomim, to je tako, kot če bi en razvojni inženir, ki je zadolžen za podvozje ali pa motor, šel pa Le Mans 24 ur zmagal s svojim avtom. Všeč mi je, da si prekinil sebe, tako to je bilo pa res dobro. Ti si majke mi še malo zadet od včeraj, te injekcije. No, ajde. Imamo pa samo še 1 uro pa 5 minut, samo toliko, da veš. Ja, ko moramo pa naprej na predstavitev delati. Povej. En avto, na eni predstavitvi sem bil, ki paše direkt k Danu Lenardu. Kjer? Dolphin Surf. Ja, BYD stari. BYD. Ne, mislim, ime paše avto, ne. Ja. Ampak ok, lej. BYD napada Evropo, zdaj je to večkrat očitno. V bistvu napada tudi, zdaj lahko povemo, da na nek način napada tudi Slovenijo. Sicer ne direktno, ampak kako že to indirektno, kot se kaže, bo sedež BYD-ja za naš prostor na Hrvaškem oziroma v Zagrebu, kjer je salon že stoji, oziroma kjer so prostori že in se ljudje že zbirajo. Mislim, da bojo tam pač poveljevali državam bivše skupne države in bomo pač mi imeli sam trgovce tukaj. In BYD Dolphin Surf je en mestni avto, s katerim si oni res želijo prodreti na evropski trg. Da ga pogooglam. Ja. Ne bom rekel, da je glih nek lepotec, je pa kompakten avto, manjši kot 4 metre, ponuja velik, oziroma pač odvisen, kaj kupec rab. Mislim, da lahko v neki osnovni opremi dobiš relativno malo opreme, pa tudi manjšo baterijo, se pravi, mislim, da bo 30 kW baterija pri osnovnem modelu, pri ta večjem bo pa 43 kWh kapacitete baterija. In v tistem avtu recimo bo pa noter na voljo tudi, ne vem, električni pomik sedežev, ogrevanje sedežev, zaslon se itak vrti, tako kot se pri vseh BYD-jih vrti. V bistvu velik
opreme za relativno ugoden denar in ko govorimo o ugoden denar, ta avto naj bi se začel prodajati za začetno ceno pod 20,000 evrov, kar pomeni 19,900 evrov. To brez subvencij. Brez subvencij je že zdaj na voljo v Italiji, tako da mogoče bo pri nas še kakšen evro gor dol, ampak če odštejemo recimo 7,200 evrov subvencije, dobiš takle nov avto za dobrih 13,000 evrov, kar se mi pa zdi kar ena zanimiva številka. Ne? To bo po Sloveniji kitajski obračun, ne? Ja. Dongfeng, ali kaj je že, Box, pa on. Ja. Malo pa je poseben, stari gledam, ni lep, Ja, res, ampak ni lep, za zgrešiti ga pa noš mogel. Ne boš ga mogel, pa moram ti reči, no, jaz, ko sem se začel voziti, sem pač mal po stran gledal na njega, pa si rečeš, ok, Kitajec, pa to imamo, tu imamo, tretj imamo. Pa ko se voziš, mi smo imeli tesne vožnje v Rimu in ko se voziš po tej gužvi, pa to potem vidiš, da je čist popolnoma dober agilen, da se nota čist dober sedi, da je volan mi je bil zelo všeč, kar mi je bilo pa sploh všeč, pa to bomo dali slikco, je pa sredinska konzola je ful dobro narejena in prestavno ročico so vkomponirali v spodnjo vrstico gumbov oziroma stikal in na koncu pač samo pomakneš gumbek gor, pa dol za naprej pa rikverc, ob strani imaš pa park tipko, tako da Gledam, ful dober, ja. Ja, to se mi zdi tako, ful dober narejen. Par rešitev so dobrih najdel, par je še takih, bomo rekli, kitajskih, ampak kar je v bistvu še bolj pomembno je to, da BYD že pospešeno gradi tovarno na Madžarskem, ne? In ko bo ta tovarna zgrajena, imajo oni načrt izdelati 150,000 avtomobilov na leto. Ne? Ne več. 150,000 bo kar dost, ker moraš računati, da bojo te avte prodajali v Evropi. Ne? Ja, ok, sam 150,000, ne mislim, da Revoz v najboljših časih jih je izdelal. Ja, no, čakaj, BYD je največji kitajski izdelovalec avtomobilov, ne? Ja, sam to bo, no, te kar povej. In sorry, meni se zdi 150... A se ti zdi to kredibilna primerjava Revoza na trgu oziroma na trgih, kjer je Renault doma, pa je v nekem času celo kraljeval, pa da to primerjaš s kitajsko znamko, ki prihaja na trg in bo tukaj delala en zelo nišen avto? Pa se ne bojo sam tega delali. Se ne bodo sam tega delali. Izjemno kredibilna primerjava se mi zdi, pravzaprav sem si mislil, da bo rekel seba 300,000 avtomobilov na leto, glede na to, kaj poslušamo, da prihaja v Evropo, kako se bo razširila kitajska mobilnost. Meni se zdi za en BYD za novo tovarno letne zmogljivosti 150,000 avtomobilov na leto zelo poprečno. No, bomo videli. Ja, prav. Jaz se ne strinjam. No. Jaz se pa zelo strinjam. BYD ni edina kitajska znamka, ki prihaja v Evropo, stari. Veš, koliko je zdaj enih Kitajcev? V Sloveniji spet kaj jesen, še 2-3 znamke pridejo. Bomo malo do naslednjega podcasta pogledali, koliko druge tovarne ven produktov mečejo. Ja, ampak ne moreš primerjati. Ja, kaj ne moreš primerjati? Ja, ker se mi zdi... Zakaj ne moreš primerjati? Ja, zato, ker je... Zakaj? No, ti povem zakaj, če mi boš dovolil do besede. Zato, ker ne vem, če ti lahko primerjaš nekoga, ki šele prodira na trg z nekom, ki je na trgu že 120 let model. Pač zmogljivosti, a to sam 150 jurjev. Mislim, en let nazaj pa še enega niso naredili. Zdaj pa to ni kredibilna primerjava, ne? Ja, zakaj ne? Ja, zato, ker avtomobilski trg pred 120 leti, ko je Renault začel predstavil svoj prvi avto na najbolj strmi pariški ulici za Božič. Ne. Ne govorim. Ne govorim. Meni se zdi, da smo vsi malo padali v ta kitajski hype. Jaz nisem nič padel v kitajski hype. Sam se mi zdi, da če prije je, da Kitajci znajo narediti dober električni avto, to vsi vemo. Še 59 minut. Ja, dejstvo je, da imajo zelo dobro tehnologijo, da imajo praktično neomejene resurse. Ja, ne? Res. In zato sem jaz presenečen, če bodo gradili tovarno na Madžarskem, pa da je prvi štart 150,000 avtov na leto. Pa da je to začetek. No? Ja, ok. To ne pomeni, da je to zgornja kapaciteta zmogljivosti njihovih. To pa če seba sam pove, koliko jih bojo naredili na let. Ti moraš vedeti, da ta firma dela avto, ne vem, 20 let mogoče. Je dober, sej... Ne?
Kaj so oni naredili s telefoni? Konec koncev še drugi BYD, ki bojo prihajali, bojo verjetno še kje druge delajo, ne? Mogoče na Kitajskem. Absolutno. Vse vprašanje, kaj bojo delali. Nervozen si zdaj, nekaj kabel. Nisem nervozen, sem kabel, hočem, da ne bo gumbice viknil. Mislim, da bojo še kar eno lepo število novih modelov predstavili ali pa jih pripeljali iz Kitajske. Jaz sem še vedno mnenja, da je to za eno tako veliko kitajsko firmo razmeroma poprečna napoved. Bomo poklicali v BYD in bomo rekli, da morajo pojačati. Revozovci, zdaj le stisnite. Viš, kam mi bomo pokazali. Revoz tebi kaj plača, stari? Ne, jaz vem, da velikan pod Gorjanci mrskavšni družini kruh reže in prav je tako. Pa potrki malo na vest, koliko Twinga to bojo Slovenci kupili. Ja, vse jih bodo, počak, da vam pride model. Okay. Pa tudi, ko razmišljamo o Kitajski, ne, ker jaz sem spremljal tudi razne naslove po social medijih, ne. Ta avto, tretji avto. Jaz sem se zdaj, naprimer, pa ne bomo predolgo elektrik, ampak nedavno sem vozil BMW i4, električen. Mene je noben rekel, da Evropa ne zna narediti resno dober električen avto. To sploh noben ne trdi. Se Evropa ima veliko dobrih električnih avtov. Mislim, sveda zna, ampak ne zna pa narediti dobre baterije. Pa ne vem, jaz mislim, da to... gremo še na en drug električen avto, ki ti bo zikar všeč. Ajde. Vem. Ti bo zikar všeč. Na kjerga? Na Katrca. No, Dej, povej. Ajde, dajmo še malo. O tvoji Dolenjski govoriti in o Renault 4. Takoj iz predstavitve iz Rima sem odletel v Lizbono in tam smo vozili Katrco in moram reči, da sem bil vesel, da sem šel, zato ker sem pač v istem terminu so bile 4 predstavitve in smo pač mogli 2 skenslati in sem vesel, da nisem tega skenslal, to pa zato, ker me je Katrca ful pozitivno presenetila. Res? Ja. Ker jaz sem ko sem slike gledal, sem si mislil, taka velika je malo korna, da petka je, da... Ja, spet. Ne, povej. Ker sem jaz bil popolnoma enakega mnenja. Jaz sem si mislil, da petka mi je taka cute, super, da Katrca je pa neki nasilo in da to absolutno razen mogoče sprednje maske, malo na grobo oblike, ni vse skepnač. Tako, konceptno mi ni. Točno tako sem tudi jaz to razmišljal. Mi smo videli oba avta že, 2 let nazaj in takrat, ko so rekli, to bo pa Renault 4, smo hodili okrog avta, pa smo rekli, in kje mu je podoben? Mogoče mu je podoben samo zadku, ki je po stran odrezan, pa ima une luči gor, vse ostalo pa s Katrco v bistvu nima veze. Dobar, zdaj, če imaš pač malo domišljije, se ti jo malo prekliče v spomin, pa mogoče zadnja vrata ki so po stran odrezana, tudi imaš malo spomina na staro Katrco, ampak vse ostalo je bilo pa tako. Mi smo se sicer pogovarjali, da so oni hoteli malo bolj oblikovno jo narediti, pa povezati s ta staro, ampak to pač ne gre, ker je bila ta stara toliko posebna. Imeli so tudi, da bi naredili prestavno ročico, tako kot je imela ta stara, ampak tudi to pač ni šlo skozi, oziroma po mojem bi bilo to čisto predrago, ker je zdaj v notranjosti je Katrca itak taka, kot je petka, tako da pač to je logično. V toliko majhnih avtih pač neke nove notranjosti ne moreš delati, ker se ti pač cenovno ne izide. Ampak kaj je mene presenetilo, je pa to, da se avto ful dobro pelje. Daj nekaj. Ja. Odzad ima več vodilno primo, kar zikar pomaga in pelje se zelo dobro, zelo hiter, pa zelo udobno, oziroma pelje se, drugače, kot se peljejo električni avtomobili. Večina električnih avtomobilov kar fajn poskakuje, ki ga vidiš ti odzadi. Ta pa ne skače toliko in se zelo udobno pelje, zelo tako čvrsto in tudi zelo hitro se lahko pelješ. Tako da smo bili po večini, vsi novinarji smo to izpostavili kot neko pozitivno presenečenje. Tako da jaz mislim, da bo imela svoj krog kupcev, predvsem zato, ker je avto precej večji kot petka. Bo pa, sicer cene še ni, bo pa v osnovi plus minus naj bi bila dražja od petke za 2 jurja. To pa ni veliko. Tako da to pa res ni veliko,
glede na to, koliko je avto večji, lahko se odzadi tudi normalno sedi, le 4 se lahko brez problema peljajo. Ko v petki je to problem. Ne? V petki pač ne, se ti za mano ne moreš peljati. Ne. Ja. Pa veš, kaj je tudi, ko si omenil prtljažnik? Ne? Povej. Po naši dolenski ikoni je pojerbala prtljažnik brez roba, ko ti odpreš. Ja, mislim, da je to en najnižjih pragov od asfalta v tem razredu. Pa še nekaj. Naredili so baterijo, ki sega do zadnje klopi. In od zadnje klopi naprej gre prtljažnik in zato, ker ni več baterije in zato, ker valjda ni tanka, so to izkoristili in so od spodaj naredili eno tako zelo veliko poglobljeno luknjo, noter dal en ajmer in ti lahko noter spravaš kable ali pa karkoli, če pa to vse skupaj pomažeš, vzameš ven, spereš, daš nazaj, tako da je tako zelo praktično, no? To prtljažnik je zelo dober, tisti boks je, mislim, da nekih 50 litrov velik, tako da je res velika zadeva, to bo tudi v videu, bomo to pokazali. Tako da, overall, glej, mislim, da je avto ima potencial, večji, kot sem jaz mislil, da ga bo na začetku imel. Je pa seveda res, je električen, bo na voljo, oziroma bo primeren za tiste, ki si pač tak avto želijo. Cool. Ciril, pa še en statistični podatek o Katrci. Dolenci smo jih naredili 575.824 in to v času pred črtnimi kodami, ki so roboti avtomobilski še iz jajca v jajc prehajali, pa karte igrali. Ne pa avte švasa. Vsakič to pove. Zakaj jaz vedno mislim, da si naredili 874.000, ne 500 neki? Ja, ne vem, zakaj. Ti Dolenčak, kje pa so prvo Katrco naredili? Je v Litostroju, to je bilo Je Litostroj? Je v Ljubljani. Okay. To je bilo sem to, v redu. Ja, naredili so jih pa takrat 25 na dan. No. Vse, Jure, koliko na dan. Zdaj bom rekel, Feltne smo pa v Lukovci barvali. Ne, mal prej Lukovco. Ja. Kva imamo? Jaz sem eno bil na kakšni poti. Ja, midva so bila. No pa deva to. Ajde. Jaz sem na kratko povem en pot, ki sem šel z motorji. Nemogoče je ti, da karkoli na kratko. Pa ne, če sva zdaj s potjo začela, Jure. Ja, dobro, naj na poti bila prej. Je bliska v glavi, majke ti, kva ti on špricnil včeraj v to bučo, Jure, dej, pa povej ti, ampak na kratko. Na kratko. Jaz sem bil, malo sem ushičen, zato ker sem bil povabljen na svojo prvo mednarodno predstavitev s Hondo. Kar dej. 3 različni motorji, 3 dežele, 3 različni menjalniki. Jaz sem ful užival, ful sem se veliko naučil. Jure, kaj pa je bila to za ena znamka? Honda. Kam ste pa šli? Če si rekel na model. Če si rekel na kratko, povabila me je Honda. A res? Vozili smo 3 različne motocikle. Kje pa, Jure? ADV X750, Honda NX500 pa Honda CB 650R, se pravi potovalni skuter je imel dvosklopčni samodejni menjalnik, CB-ka je imela elektronsko sklopko, NX je pa tak za začetnika, vse manual, ampak full lušen motorček. Slovenija, Hrvaška, Italija, ampak ful sem se pa res veliko naučil od motoristov in inštruktorjev. Z nami se je vozila tudi Jenny. Jenny je najhitrejša dama otoka manj. Sam to bom povedal. Ona 60 km krog na Manu prevozila s povprečno hitrostjo 193 na uro. Tako da sem se res veliko naučil. Stari, to je pa super. Evo, Ciril. A to je to? To je to. Bravo. Ja, pa bom jaz povedal, kje sem bila z Juretom, ker smo hoteli to že malo nazaj povedati. A si kaj drugega ti hotel sem? Ne, hotel sem samo vprašati, a gremo na 2 kolesih naprej, pa bosta pol povedala, ali se vrnemo? Ne, gremo na 2 kolesih naprej. Pojdimo še na 2 kolesih naprej, ker smo imeli eno oziroma 2 zanimiva produkta v našem brlogu oziroma od spodaj, pa smo se tudi vsi z njimi malo pelali, ne? Ja, to sta bila... mogoče to lahko dobro s FNZ-em povežemo, ne? Ja, pa dajmo, se res, tam smo bili. Ne, veš kaj je bilo? Tale festival nakupov in zabave je imel BTC in mi smo povabili ljudi, da pridejo malo pogledat in smo tudi obljubili, da pripeljemo tja ene par zanimivih električnih strojev, pa smo tja pripeljali ne eno, ampak 2 Renault 5-ki. Mimogrede veselim se ponovnega srečanja, pa Hyundai Ioniq
ETN. Ionik. No, ampak ker smo rekli, zdaj džabe folk vabimo, če ne znamo ponuditi vsaj neke raznolikosti. In smo bili prvi medij v Sloveniji, ki je dobil v še nadaljno uporabo na test 2 električna motocikla, ker to je pa res, bom rekel, nepopisan list papirja. In smo dobili Can-Am Pulse pa Origin 73. A si zdaj zapomnil? Ja. Dobro, čeprav jaz ime bi mu dal drugače, ampak to je moja osebna preferenca. V glavnem gre za taka dvokolesna, se mi zdi, da kar ekscentrika, pa dajmo v začetka kar ceno spoti spraviti, ker se tudi pri Can-Amu zavedajo, da gre za zelo visoke številke, ampak takšna, ki je Can-Amova cenovna politika pač je. Origin, ki je mal dvignjen motor, mal na endurco gre, ne, boste videli povedala, je 19 Pulse pa 16, gre za motorja z enako, bom rekel, tehnično zasnovo v osnovi, to se pravi za enak elektromotor, ki je pa poelektronsko prilagojena njegova zmogljivost. Ne. Tako da ta malo Pulse tega, ki jaz lahko pelem, ki vam to Kodo 125 je imel 11 kW, ta drug pa 35, ne, odprt na 35, ampak jaz sem se najprej po nesreči na unga gor usedel, ker se ne bi smel, pa sem ga tudi pelil, saj priznam. Ampak meni se zdi, da oba enak letita. V bistvu je tako, ne, se ta mal je bil elektronsko zaprt, oziroma je imel pač blokado, ne, oba dva imata lahko polno moč, gresta pa od začetka valjda oba dva približno enak hiter, ker električen navor je pač tudi pri motociklih. Mislim, zdaj verjamem, da je marsikaj od motoristov rekel, ok, 35 kW, to je A2 kategorija, ne? To smo že zdavnaj vozili kot mulci, ampak naprimer, če se sem navora dotaknemo, ne? Ta Endurca je 72 Nm navora, ne? To, če malo cifre skup vršite, oziroma če malo kontekst benzina postavimo, to so motocikli nad 700 kubikov naprej. Ne? Tako da čar tega motorja je res ta hipernavor, kar je meni zelo všeč, pač seveda sam pogon, ne? Pa tako res je stylish narejen, ne? Lahka platišča z naperami, ne? Se pravi, taka klasična endurca, tiha veriga, rikverc, ne? To je pa tisto, kar pač elektrika pa elektronika da za šalo, ne? Tudi motor je kar precej oddaljen od tal, tako da če si imel manjši, tako kot jaz ali pa Ciril, ne? Zdaj, kada sem nisem že rep, pizda. Zdaj bomo pa obračunavali. Zdaj bavam se, stari, no. Mucak, stari, se veš, da se hecam. Sam je bi ga. Je pa res, da smo na polu to videli, da je bil se malo večji kot štender od ta nove kamere od Golana. Dosti je. A veš, kaj sem zdaj po Googlu? Zanj sem dobil eno vprašanje, če lahko dobiš subvencijo za električen motor. In? Lahko. Da nekaj. Ja, 750 €. Ja, ampak dobiš pa tudi ekokredit, ne? Za vsa te naprave, ki je, by the way, zelo ugoden. Ja. Sem tako povem. No, hotel sem ti povedati še eno stvar glede tega motorja. Seveda doseg je odvisen od tega, koliko ročico užemaš. A to veš, da če v kontrastran užemaš, da sprožiš, da je rekuperacija jača, ne veš? Ne? Ja, vem, jaz sem Ciril to probal. A si? Ja, tudi midva sva se potrudila, čeprav nam tisti teden vreme res ni bilo naklonjeno. Un teden, Ciril. No, dej, poj, ja, se ve. In sva šla v dežju snemat, požrtovalno sicer Ciril na 2,5 malo šamponiral, zato ker sva v Rilu par napak naredila, tehničnih napak, veste, gospod režiseronja. Ampak kritiko sprejmem, zato ker največja kritika, ki nam je pa dal, pa to je upravičeno, ker midva sva proti Cirilu še vseeno video začetnika, ne? Ruki je res, stari. Ampak je, da gospoda Can-Ama nisva predstavila, kle sva res zezelna, ne? Tukaj recimo prehont nisi hotel predstavljati. Nama je ena rdeča nit to, Jure. Najdva je pa kar dobro na šamponiru zvečer, midva sem bila ponosna. Tako da hvala vsi, ki ste pogledali, ki ste nama dali olajševalno okoliščino. Držal so možgani pač malo bolj... Ne, se vem, videl sta bila overwhelmed. A ta ti jaz nekaj o tem motorju povem? Ja, sem ti hotel povedati, da če ga prpneš ga lahko na običajno avtomobilsko vtičnico, se pravi, kaj je že ta kabel? Type.
No, v glavnem prepneš ga lahko na običajno vtičnico. 6,6 kW pa največ pila. Avtomobilsko. Ja. Sam Jure, da ti meni poje, a pa lahko na ta motor kljuko daš? Ne, mislim, Koliko ima vlečne zmogljivosti? Kaj to je? ja. Ja, veš, da sem ga. Na to se pa pije, kaj Ciril Klukov menil, to sploh ne morem verjeti. A boš ti tega? Ja, daj mi malo, no. Ja, A boš Jure, tega? ti, Ne bom celega, no. Ne, ampak a boš tega? Ja, če ne, bom, če bom. ne Ja. drugega odprla. vi morate vedeti, ne, zakaj se jaz malo zabavam zdaj z Jureta, ne? Zato, ker ne mine tiskovna konferenca za avtomobil, ki Jure, to je ta zvok. Brezalkoholno, ja. Ker ima pol vsi za volan, Sam pa za balans. še 10 sekund. Da je čist zraven. Jaz upam, da to ljudje tako slišijo, kam mi zdale. Se je skoraj tako, kot da bi Peričnik poslušal. V glavnem ne mine tiskovna konferenca pri avtomobilih, ki Jure ne vpraša, kakšna je vlečna moč, pa če se da kljuke do gor dejati, pa dol dejati, pa tako naprej. Kar je v bistvu prav, zato ker ne, je prav. Ja, coaster je. V glavnem, ja, kaj sem jaz hotel povedati, vse je dost, smo dost povedali. Hotel sem samo to reči, da je mene pa vsem malo presenetilo to, kar si ti govoril. Ne? Highlight tega motorja je navor in jaz razumem, da sem naredil to kodo 125 in jaz res nisem izkušen motorist na kakršenkoli način. In Lahko naredimo kaj na tem področju. mogoče. Okay. Ampak hočem samo to reči, da mene je to prevzel in sem se kar naenkrat počutil neadekvatno navoženega, da pelem to, da vozim, a pa da sprovam te zmogljivosti sploh. Pač jaz nisem navajen na pospeške na motociklu in ko sem jaz gazdal, sem bil čakaj stari, jaz moram to čist drugače vzeti, to izkušnjo in jo moram počasi nadgrajevati. Sam pravilno. je pa nekaj res, da se pa je ta motocikl zelo enostavno pelil. Ne? Mislim, glede na moj omejen zbor izkušenj, mi je bil full fin za voziti, pa se mi zdi, da sem se hitro tudi udomačil, pa čeprav je to najbrž zaradi teže baterije, da je masa tega motocikla večja od nekih primerljivih, ampak jaz sem se počutil kar hitro doma. Mingrede, naredil sem ene klipe, dobro, to ta pol videla, s 360. Bravo. Ja, no tako. A gremo naprej? Ta smo povedali. Pojmo. Eno zgodbo sem hotel povedati. Atmosferci smo posneli en tako, bom rekel, ozaveščujoč video, ki še ni objavljen s Volkswagen Tayronom, pa z njegovo prostornostjo, pa tako jaz pa Jure smo na njegovi parceli, pa doma vse živo noč zložila, pa malo pojasnila, odkot mu ta prostor, pa če je vse sposoben. Ne? Ampak ironično je to, da smo jaz pa Jure na nek način umetno uprizorila, kaj zmore pogoltniti, ne? Ampak na ključe je pa hotelo, da isti vikend oziroma tisti teden, ko smo mi tega Tayrona imeli in smo res rabili en avto, ki ima prostor, jaz sem ga potreboval, sem že skoraj začel kombi okrog iskati, ne? Ker tisti teden smo moja mami selili v Domžale. In pač, veš, hecen je bilo, da jaz pa Jure sva govorila, kva ti vse pred bajto pronesel, kva vse v noč zložila, ampak jaz sem pa en dan prej, pa 2 dni zatem s tem avtom prevozil 3/4 maminga fleta. Pač res je prav prišel in tako se mi je zdelo ironično, da si izmišljujemo neke scenarije, obenem pa pred pa za snemanjem sem ga pa izkoristil, stari noter sem vozil od TV-jev do radiatorjev, ki sem jih na pumpo pelil čistiti. Mislim, kaj ni bilo v tistem avtu tist teden, tako da ne samo na snemanju, pa za nek video, ki ga bo naredil v sodelovanju s Volkswagenom, tudi v praksi, v resničnem življenju se je izkazal za pač prostor je res huda vrlina tega avta. No. Zakaj si zdaj to tako povedal, da sva midva pa zlagala not prazne kartonaste škatle, pa zrezala lutke iz stiroporja, midva sva zbacala not. Stiropor, čuješ? Ste videli kaj? Kaj te s tabo, Tako, kam popremo, ker jaz pač vozim sabo in vsi, ki ste kdajkoli kamperali, se boste zelo hitro poistovetili s tem, kar sva naredila. Vse to je res. Pustimo, bomo video objavili enkrat drugič. Ja, ne vem, a imamo še kaj? Tako da imamo. A BTC smo obdelali? Jaz bi se predvsem zahvalil vsem tistim, ki ste prišli. Pač jaz moram biti čisto iskren. Jaz ta festival FNZ nabave in zakupov, nakupov in zabave. FNZ, festival nakupov in zabave. Jaz v resnici za to sploh do letos nisem vedel. Sem pa ful vesel, ne samo, da smo bili, vesel sem, da ste se ljudje tako številčno odzvali v bilu.
da ste prišli avte pogledati, predvsem pa, da ste prišli roko stisniti, da ste prišli kakšno besedo reči. In jaz pa seba sva tam našla tudi enega od naslednjih gostov za podcast. To je človek, ki dela kot inženir v avtomobilski industriji. Mislim, da je v Bolgariji ona, ne? Zdaj je stalno prebivališče oziroma živi v Bolgariji, dela pa trenutno s Kitajci. Delo je pa tudi s Volkswagenom, pa še z Mrskom drugim. In Jure, to bo taka poslastica, ne bom danes nič povedal, ampak to je človek, ki dela globoko v avtomobilski industriji in bo brez dlake na jeziku povedal Mrske. Tako da to je, jaz komi čakam, da se dogovorimo za datum, da pride sem, pa da v Brlogu kakšno razdremo. In v bistvu je prišel zato, da je prišel pogledat Petko, ne? Uživo, da se je usedel noter in prva beseda, oziroma pač prvi stavek, ki je bil, je rekel, mate, če bi dal pa tlele noter enega V8, bi bilo pa tudi dobro, ne? Pa mi da, kva skozi neki teži, on bi se skozi neki hiter pelil, pa na koncu jaz rečem, ker smo se neki zajebali, pa jaz kodaj še eno atmosfersko vprašanje. Jaz sem to že vedel, pa sem pozabil, ker smo se že lani prvič srečala. Pa sem rekel, no, kaj pa tvoj avto, kaj pa drugače voziš, pa on tako, McLaren 720S. Sem tako, v redu. Tako da ta pogovor bo zelo, zelo zanimiv, ampak če potegnem črto po dogodkov, fajn je bilo. Fajn se je bilo z ljudmi pogovoriti. Hvala vsem, ki so prišli pogledati avte, nas izkoristiti popuste v BTC in tako da. Ja, pa tudi tole, Hvala za darilo, res cenim tudi, da smo v določenih stvareh, ne samo kar se tiče avtomobilov, ampak tudi življenjskega sloga, odnosov do sveta na podobni valovni dolžini. Tole gre dan z mano in tole bo okrasilo mojo garažo. Sam ne povedati, kaj je to. Ne smem povedati? Pa? Ja, povej, kaj je to. Tole. Zdaj, to so... Zanimivo je, da človeka sploh ni bilo, ne, pa je dobil darilo. Ne? Ja, stari. Ne? Še enkrat hvala, gre pa seveda za te molilne, himalajske molilne zastavice, s katerimi se posveti med drugim tudi bazne tabore, in tele zastavice bodo posvetile moj bazni motoristični tabor, tam, ki je pila parkirana, in vsakič, ko bom šel na cesto, se bom zahvalil bogini materi zemlji. Meni je zdaj ful narodno, ker se ne spomnim od fanta imena, ampak gre za fanta, on je Gorenc, in on dela na smučišču Kanin in to so taki storiji, jaz sem ga že ne dvakrat pušnil na Instagramu, ker se mi zdi, da je to vredno zavideti. To je človek, ki operira z ratrakom, je veliko snegu in daje eno tako krasno vsebino gor, ki je vesele gledati. Ne vem, kaj bo poletke objavljal, ampak bomo od spodaj povezali njegov Instagram profil, pa si lahko malo pogledate. Hvala še enkrat, pa jaz se za zimo priporočam, ker ratraka pa še nisem vozil. No, evo. Kakšen test na avto je še na lagerju? No? Dajmo povedati, pa bomo pa videli, koliko nam bo še časa ostalo. Bojim se, da bosta dolga. Bojim se, da bosta dolga. Se res. Avtomobilski Abraham. Ok, torej, zazvoni telefon, pravijo enega Abrahama moramo praznovati, Jure, pa Ciril, pa Anže z volana. Smo se usedli na avion in smo šli v Nemčijo, v Hanover oziroma v bližino, zato ker Volkswagenov Polo letos praznuje 50 let. Boj, boj. To je bila, bom rekel, ena najboljših predstavitev, predvsem zato, ker smo imeli na voljo eno ogromno halo, noter, ne vem, vse ali pa ključne polote skozi njegovo zgodovino in prostora in časa narediti kakršnokoli vsebino si želimo. In pač seveda se je fajn sprehoditi skozi zgodovino, pa se usedeti v prvega, pa drugega, pa tako, ampak fajn je bilo malo videti, spremljati razvoj in najbolj hecno je bilo to, da z Juretom sva vozila vse živo, stare polote, nove polote, ne, sem, ker sem jaz pol vse ta spektr polotov čez dal, sem videl, da se res najbolj počutim v starih avtomobilih. Ne. Vedno znova se nekaj to potrdi. Ampak fajn je bilo, ker sva delala tudi raznoliko vsebino. Jaz sem posnel en ASMR s polotom druge generacije, oziroma facelift, ne, je bila to druga generacija, ne Jure? Ja, druga. Vozila sva se z R5 dirkalnikom, kupenih stvari. Jaz sem v bistvu ugotovil, da obstaja Polo Sprint, ki je v bistvu hotel konkurirati petki, kaj je že bila, no? Ta z motorjem zadaj, GT Turbo. Ja, tu, Turbo petki. In pazi, ta Polo Sprint je imel zadaj v kufru motor, Boxer 1.9, pa koliko 170 konjov ali koliko.
156. Stari, kakšen bolan avto pa to? Jaz pa vidim, da so sam debel gledati. Zdaj, Boxer, na YouTubeu gledate slikco tega avtomobila. No? Pa Boxer je vodno hlajen, pa nora zgodba je tega avtomobila. Ne? Ja. En zbiratelj je poklical v izjemno delavnico Volkswagen Classic. Mi smo to delavnico lani videli na 50 let, eno od izpostav te delavnice, na 50 let Golfa. In je rekel, jaz ta avto vam pripeljem, naredite z njim, kar hočete, pač ta motor ne znamo zrihtati. In je prišel en mlad mehankar in je rekel, ta dragul bo zapel, pa naj se zgodi, kar hoče. 30 ur se je za mizo vsel, motor so dal ven, on je predihtal, preštimal, najdel napako. In ja, v tej čudoviti hali pri Hanovru sem izgledal ta avto, pa sem rekel, tega moramo slišati. Sem šel do gospoda iz Volkswagenove Classic delavnice, sem ga pocukal, sem rekel, a pa je ta mehankar kle? Pa je rekel, ja, je. Sem rekel, naj pride pa na en cold start naredi. Bila je pa slovenska grupa, čeprav smo bili sem trije tako glasni, da so še Italijani utihnili. Ja, Italijani so pa nažalost glasni. To moram tlele, pa jaz tebe prekiniti, da pri tem storju, ki si ga naredil, se tega cold starta ni slišal, ker ti je prej Instagram tvoj odrezal ta video. Sam to kdo že vedel. Res? A res, kaj? Ne, jaz sem ga slišal. Ja. Bom pogledal, pa ga bom dal še enkrat. Jaz sem ga slišal. Ja, fantastično, pa res hudi primer, ki mislim, da vse skupaj je bilo 38 avtov. Ne, ogromen enih avtov. Enega, ki je definitivno za izpostaviti, je G40, ki smo ga vozili. Potem Polo VRC Street verzija, eden od 10, ki ima 4-kolesen pogon, serija je bila 2500 narejenih, ampak sem 10 je bilo pa narejenih 4-kolesnim pogonom. Odpreš haubo? Ja, pa noter pa audio motor. Ja, vključno z logotipom in vse. Ja. In pazi, vseh 10 ima Volkswagen in en se voz. Ja. To je noro, stari, da ti prideš na dogodek, kjer so avtomobilska znamka, pa tudi pa prav telih imamo samo 10, en se pele, ampak le imate ključe, go nuts. In smo se šli malo furat. Mislim, res krasen dogodek. No. Pa je bila tudi eden in edini Polo Cabrio. Zdaj, ker imamo špansko pojo. Polo. Ja. Polo. Isto krasen avto. Ja, kaj sva še? Usedla sva se v prvega, ne? Ja. By the way, tudi prvič, kdor ne pozna zgodbe Polota, ne? Prvi Polo je bil razvit iz Audija 50. Začel je spreminjati anatomijo mehkih avtomobilov v skupini Volkswagen, se pravi tudi prečno postavljen motor, pogon spredaj. Tehto je 685 kg, ta prvi, govorimo, imel je 0,9 litrski motor, leto je 132 na uro, imel je, mislim, da 42 konjičkov, ali 40 konjičkov. In ta avto s fascirirom pelala in mene vedno znova navduš, ker tu je 50 let star avto, ampak ti se peleš, veš, tu ni nobenega škripanja, nekih stvari, pač res je una lahkotna mobilnost, tako, avto je takrat dobesedno služil svojemu namenu v 200%, ne v 100%. A ja, pa zanimiva je bila cena, sicer smo se s parimi vami sledilci na Instagramu malo pohecali, ker jaz sem objavil, kar prvi je stal v Nemčiji 7500 mark, se pravi leta 1975, kar je ob direktni pretvorbi medvalutni nekih dobrih 3800 evrov, če se prav spomnim, no, ampak ste me pol popravili in mi je eden od vas poslal kalkulator, zanimiv kalkulator, ki upošteva tudi inflacijo, pa vse te stvari, ekonomske makro in mikro kazalnike, ki se spremenijo v 50 letih, in je preračunal, da v bistvu bi bil, če bi zdaj to direktno ceno dal na novega Polota, da bi bil avto 12 ali 13 tisoč evrov. Daj nehi, stari. Ja, to si pa prešparil za podcast, Madonna. Ja, kar je dober opomin na to, da očitno, se še vedno take stvari da narediti, in predvsem je pa ta pot se še enkrat pokazala, da največji,
Kapital največjega evropskega avtomobilskega izdelovalca seveda niso delnice pa finančno stanje, ampak so dejansko ljudje, ki skrbijo za te avte, ki razvijajo te avte, pa ljudje, ki so te avte kupovali oziroma jih še kupujejo. Ne? Se pravi, če mene vprašaš, največji kapital Volkswagenov so še vedno ljudje, vozniki, predvsem pa res njihovi inženirji. In ta tehnični genski bazen je neizmerno velik, raznolik, ne? In tudi pri takem ljudskem avtomobilu, ki je Polo, ne? Ti vidiš, ko prideš v tako halo, koliko nekih različnih izvedenk se da narediti, kaj so oni vse eksperimentirali, kaj mogoče iz tega blueprinta Polovga bo še v naslednjih letih prišlo. Ne? Je vse sam Polo, ne? Ja. Ne, pa tudi zanimivo je, ne? Veš, 6 generacij, ki je skupaj parkiranih, pa ki ti začneš havbo odpirati. Ne? Naprimer, tam po 90 letih 3. generacija Polota, ne? V bistvu zelo kratek avto, velik prtlažnik, tisti prvi Volkswagenov ljudski volan z airbagom, naprimer, mislim, čudovit event, predvsem pa všeč mi je, da je en tak velikan je razumel, da se dobra vsebina naredi takrat, ko imaš čas, pa takrat, ko nisi obremenjen z nekim skakanjem levo-desno in tudi dogodek izjemno dobro organiziran, mehno število, veliko avtomobilu, tako da smo res lahko ustvarjali. Mehno število novinarjev si hotel reči, ne? Ja, pa volan svetovnega prvaka sem držal. Snil sem. Res. Komu je ime? Ožje. Vse božje. Ok, jaz mislim, da smo prveslali. Imamo še kaj? Kakšen test na avto omenimo? Ja, jaz povem, kaj zdaj vozim, pa delam spet rekordno število kilometrov. A kaj drugega povem? Ne vem. Daj ti poveš. Ja, pa bom pa povedal. Jaz bi rad nekaj povedal o Porsche Macanu. Daj povej, no. Kako je bil tebi všeč? Meni je bil zelo všeč. Mislim, Macan je tudi za en avto, ki je pač jabolko spora, da tako rečemo. Ne? Ja. Ta prejšnji se je zelo dobro prodajal, zato je imel pač, kako že? Ogenj na dvali. Ja, zdaj je pa pač ta zadeva električna postala. Ne? Pa moram reči, da je avto sam po sebi, saj meni se zdi še vedno Porsche. Ne? To je drugače kar velika trditev, ne? Sam jaz se pridržujem. Ja, ampak je bila pa že dolg meni avto tako razjezil, ki me je v bistvu ta Macan. Stari. In tle se spet vračamo, lahko bi rekel, ne vem, a je nekdo, ki je ta avto naredil, se sploh usedel kdaj v ta avto, pa se zapeljal vsaj en krog okrog fabrike, ker to, ki je pa ta avto mene v živce spravil, me pa že dolg njem ben avto. Ti mogo sebe te videti, ko se je zjutraj pripeljal in jaz sem, preden mi je povedal, ko sem odprl vrata, sem ga kar nekako začutil, ko sem vedel, ko še rekel stari. Ker jaz sem isti pomislek imel. Daj povej ti. Mislim, že ne spomnim se, kdaj sem nazadnje pripel sovoznikov pas, da sem ga zapel, tudi če ben ni sedel tam. Ker avto je tako smut, avto se tako dobro pele, vse super štima. Ja, še porabamo v redu, vse štima. Porabamo v redu, top je, edin za varnosti pas pripet sponka je pa tako velika, pa težka, da skozi tovče po steni avta. Če je frej, je sovoznik sedel. Ja. Res? To ne morem verjeti. Po B-stebričku skozi tovče. Ja. Ampak, ker rečem skozi, takoj, ko ni idealna podlaga, takoj, ko je neki se avto malo zatrese, tak. In jaz sem isto, ko sem sebe ta videl, njegov bes v očeh, pa dober model, sem točno ga začutil, ker jaz sem isto zapenjal ta pas stalno. Tako, ne spomnim se, kdaj nazadnje sem, ali pa v katerem avtu sem to naredil, da bi me res toliko motil, tle se pa dejansko nisi mogel peljati, brez da tega nisi naredil. Ja. Ne vem, ravno če smel musko ful na glas, kar ti je itak olajševalna okoliščina ali pa rešitev za kakšno piskanje zdaj v novodobnih avtih, ampak res, to me je pa tako me je poezil me je, da je to nekdo spustil čestno.
Lahko, če smo že pri kritikah, še jaz eno povem. Dej. Pa zelo podoben bo naštelana, ker jaz zadnjih 12 dni ali 14 dni, ko je bil ves čas testa, sem jaz ta avto ugrabil, ampak res sem pač spet naredil velikih kilometrov, vozimo Škodo Enyaq, faceliftana. Krasen avto, všeč mi je facelift, všeč mi je, kaj so z dizajnom naredili. Jaz se v Škodah tradicionalno počutim dobro. A je to Octavia, nima veze kakšen pogon je, pač meni Škode, mi kar malo sedajo, priznam. Ampak pri Enyaqu, ki je overall super, porab ful malo, veliko sem bil na avtocesti, meni povprečje kaže 19,4, 19,7, pa skozi se nekaj hitro vozim. Vsaka vam čast. Ampak to je en dober primer avtomobila, ki je prepameten za svoje dobro, ker spet sem ogromnenih stvari vozil okrog, prtljažnik jaz res veliko uporabljam, ne glede na to, s katerim avtom se vozim. Pa imam 3 ruzake, pa imam kovček, pa gremo na pot, pa za mami je bilo treba še ne stvari izvoziti, pa mi smo, ni da ni v tem kufru. In prtljažnik Enyaqa je, ta avto skozi hoče nekaj namesto tebe delati, pa vedno zajebe, stari. Govorim pri prtljažniku, pa pri odpiranju, pa zapiranju. Jaz odprem avto, grem zadnje, kufr se mi sam odpre. Grem sam filat, neki. Ne vem, hočem prtljažnik odpreti, pa stvari ven, pa noter nositi, on se vmes spomni, zdaj pa hočeš ti, da se zaprem. Nočem, da se zapreš, stari, pa lahko ostaneš odprt. Škoda, sem se mogel skloniti, ko me je hotel po buči butniti, zato ker je on neke parametre imel nastavljene, da bo on zdaj meni odpiral pa zapiral po svoji volji. Jaz razumem, pa sem pa grunto, a jaz z nogo spodaj stopam, pa veš, aktiviram senzor, ampak stari ta kufr je imel svojo pamet. In on se je pač pa je šlo dol. Pa jaz ko model neše in to se mi je dogajalo tolikrat, da ni, a veš, najprej daš avtu the benefit of the doubt. To se pravi, rečeš, ok, to zdaj ne more biti pravilo, ampak ker ti avto toliko časa uporabljaš in ker sem videl, da me je to stalno, veš, da sem videl, to ni moja napaka, to je on skozi hoče nekaj delati, to me je pa spravljalo, pa mene obživce pri tem avtu. No. Neverjetno, stari. Ampak ni v settingsih, kaj ta zga naštimanga, da se po določenem času zapre. Ja, ampak moramo malo pogledati. I don't care, stari, vse mi je. To pač je tudi... Gospa Škoda ti je pač hotela biti ustrežljiva. Razumem, stari, ampak ne biti toliko ustrežljiv. A Laura je v Škodi. Ja, ne, ni. Laura, ni Laura. Sem bil, hej Laura, jo Laura, Laura si tukaj, Laura, vi geht's? Neč ni šlo. Neč. Okay. Lahko še jaz nekaj v Makanu povem. No, daj. Daj, pa zaključimo. Mislim, avto, ko se noto sedeš, ima tisti Porsche vibe. Takoj. To sem hotel povedati. To je to. Vse za ostalo pa je dosti več, ne veš, kaj ga nismo šel iskati. Ja, mislim, nisem ga veliko vozil. No. Ja. Čako te je, pa ga nismo šel iskati. Verjetno ene redkih ljudi, ki ga Porsche čaka pred pisarno, pa ga ne pride iskati. No, pa se veš, kakšen teden sem imel, ne? Pa še ko smo šli vojsko z njim snemati dol, je snemalc pelil, ko sem mogla midva še malo porihtati besedilo pa te stvari. Ja, pač Ciril je to tudi tako razporedil, no? Ampak sem ga pelil 8 v Vinku in Porsche vibe. Tako da Makan. Ja, dobro, punce pa fantje. Všeč mi je, da smo malo ven dali tega gneva zdaj, ker se mi zdi, da... Malo se vam je nabralo. Za razliko od tebe, Ja, ne, super. Pa ne, sej to v bistvu ni kritika, pa ni to neko spravljanje na avtomobile, ampak je prav, da čas povemo, kaj nas moti, zato da pač ljudje lahko razmišljajo o tem, a bo njih tudi to motil, ali to pač njih ne moti, ker ljudje smo si različni, mogoče pa enega to nič ne moti, če mu malo tolče tam po avtu, ali pa ne vem. Mislim, jaz bi samo tako rekel, da to absolutno je kritika, ampak seveda je kritika dobronamerna. Ja. Mislim, se to je, upam, da poslušajo to in uvoz. Doskrat folk reče, kaj pa če pol ti nekaj poveš v avtu, ki je narobe, a pa še dobiš avto na test. Ljudje, mi smo v eni žup plavamo. Pač če mi ne povemo, če nas neki na avto zmot, kdo pa bo? Pač to je vodilo in pomoč ljudem, ki avto uporabljajo, in vodilo in pomoč tistim, ki ga delajo. Ne? Sej tudi zato se da najdeti kakšno drugo rešitev, kot da ga zapneš. Sej marsikšni teli vtiči imajo od zadnji lepo oblazinen trak, gor nalepljen, pa v bistvu na manj tolče, tako da to ni... Se mi zdi, da je pač ušlo to, ne vem, pri proizvodnji, da je to ušlo, ali pa ne vem, sploh ne vem, kaj ne rečem. No. Res me razpizdil. Jure, daj eno zaključno misel za ta podcast, kaj boš naredil? Kaj boš danes delal? Kaj te čaka?
Danes imamo eno predstavitev, domačo predstavitev. V Slovenijo se pripelje eno v Džili. Ampak v gostilni z enimi Z najlepšim razgledom. Z najlepšim razgledom, pa z najlepšim imenom. 3 lučke. 3 lučke. Lučka je meni krasno ime, tudi za punco. Lučka, ja. Drugač pa zaključil bom misel podobno, kot sem jo zaključil v soboto, ampak malo drugače. Kjer je soboto? Kaj pa je bilo v soboto? V soboto smo imeli motopiknik. A veš, to je ta kontekst, ki ga Jure preskoči vedno. Smo šli voziti motorje, ful je bilo fajn. Ja, pač dobro, vse kakšno stvar. Zdaj lahko pove, zato ker ga ni bilo zraven, ker sem se mi o tem pogovarjal. Daj povej. Kakšno stvar mora biti malo v meglo zavita, ne? Da pol imaš željo raziskovati, pa probati. Ja. In jaz vam vsem želim toplo, lepo, kilometrov polno poletje. Uživajte, ne se sikerati zaradi gužve. Obstajajo tudi ceste, ki vzamejo mogoče malo več časa kot avtocesta, ampak se pa skozi peleš, pa si nasmejan. Tako da, vozite varno, čufotejte, 0-0, ker zdaj pa je res alternativa, tudi če hočeš mehurčke, pa ta pravo barvo. Ma ne, sej, ta prav per nima alternative, če ti sedajo, vse to je jasno, stari. Sam dajmo biti, Piješ enega, dva, tri, pa se ne voziš več. Bodimo odgovorni in za volan 0-0. Sej tudi odgovorno pitje je nekaj, kar bi morali naslavljati, ne? Drugače pa sem izjemno bil vesel enega maila, to ti moram tudi Ciril še povedati. Poslal mi ga je pa brat Atmosferc. A si videl, kaj se je za nos? Ja. Preden začne zgodbo razlagati. Kaj je pomembna stvar. Ja, daj povej. Malo so ti za hrbtom delala, ne? Kakšen motorček bo več na tej sprašul. Pizdo, mater, stari. Joj, kar je pa najlepši, in klej, moram tudi samo to pohvaliti, ker slovenski BMW motorrad je prodorna zadeva in jaz se izjemno veselim R12 GS, trenutno enega najbolj vročega motorja med bavarci. Oš kaj posnel? Itak, da bom posnel. Okay. Boš tudi povedal na začetku, kjer motor je. Bom povedal in pa tudi že zdaj povem, da se bo ljubila s cesto skupaj. Trojček bomo imeli, BMW GS, R12 ure pa cesta. Dobro, redo. Četvorček, še makadamčka bo malo. Super. Ja, prav, folk, hvala, ker nas še kar naprej poslušate. In to je to. Res nam veliko pomente. Iz Ceriha se je moža kar propelo, svaka čas. Sam res. Veš, tebe je prišel tudi do mene. Zdravo, ja, pa Dunaj tudi, ja. Se ti zdi, da imam malo jače fjorde včasih? Ne, jaz mislim, si kar konstanten, stari. A? Ja. A ni zdaj na Norveškem, da grozi, da se bo ena gora v fjord podrla? Ja. To je tako, kot v Švici, samo da tam je voda. Ja, si predstavljaš, da bi mu kar enkrat je skleje fleho odlak do dol. Pa ti si 100%, ti si včeraj neki dugo. Ja. Deva sebi delati. Ja. Pripel bomo še en link zraven, ki si prikolce omenil. Ja. To je zdaj tvoja odgovornost, ti moraš meni poslati, veš. Avtomobilski klubi smo naredili prvič test gum za prikolice. Okay. Zelo zanimiv test. A si moram jaz to zapisati? Ne, jaz ti bom poslal. To je zdaj že ta organizacija. Daj pa. V zakulisju. A kdaj smo ga naredili? Ne, kdaj me boš poslal. Ja, danes ti ga bom poslal. 3 tedne zatem, ko je podcast objavljen. Folk, lepo se vejte. Pa kaj se na TikToku glaste? Tam sem en profil odprl, če vas zanima. Dobar, stari. Jure, ti si sle trdič gumb. Ne, bom jaz. Prosim. Don't touch anything. Ne, des. Kjer si mislil? Ne, alo. Brvi si še poštivam.